Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Z nami tokrat na Kulturni dan je Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V Račah ste prejšnji teden odprli že 20. enoto Mariborske knjižnice. To je na nek način kar velik korak, tako za knjižnico, predvsem pa za to občino, kaj ne da? Ja, res je. Mariborska knjižnica ima že ves čas v zavesti, da mora širiti mrežo knjižnic, da pridemo čim bliže ljudem. Tako da smo veseli, da smo tudi v Račah dosegli dogovor o novi enoti. V Račah je namreč doslej vozil samo bibliobus po različnih krajih, tako da to je zdaj en res velik plus za vse občane občine Rače-Fram. Je pa pravzaprav ta knjižnica na nek način postala grajska knjižnica, ker je v gradu, kaj ne? Ja, res je, zelo lep prostor. Sicer je majhna knjižnica, 170 kvadratnih metrov, ampak čisto dovolj in zelo lepo urejena. Notranjo opremo je načrtoval, torej celoten notranji izgled je načrtoval arhitekt Damir Črnoga. Mislim, da mu je uspelo krasno umestiti lepo sodobno knjižnico v grajski kompleks. Rekli ste, da je mala, pa vendar bo imela vse gradivo noter, tako leposlovje, strokovno gradivo, pa še kaj? Ja, tako je. V bistvu je v knjižnici dostopno vse gradivo, kot tudi v velikih knjižnicah. Zaenkrat je skupaj okrog 6500 enot. Tudi nekaj igrač smo pripravili iz naše igroteke, DVD-je. Sicer pa imajo člani knjižnice, torej obiskovalci tudi te knjižnice, možnost uporabljati vse elektronsko gradivo, ki je tudi sicer na razpolago v Mariborski knjižnici. Torej tudi za otroke in mladostnike niste pozabili, tudi za njih je na voljo gradivo? Tako, seveda za najmlajše, za mladostnike, skratka, gradivo za odrasle in otroke, strokovno gradivo, leposlovje. Tako. Ob tej priložnosti ste sicer odprli tudi razstavo na gradu v Beli dvorani, ravno vodje te enote, Metke Lipnik, ki je drugače tudi likovnica, kaj ne? Tako je. Metka Lipnik je že dolgoletna knjižničarka, po osnovni izobrazbi likovnica in ustvarja krasne izdelke. Tako da smo veseli, da je dobila priložnost se tudi po tej plati predstaviti v okolju Rač. Rekli ste, prej je bibliobus vozil tam, ne? Se pravi, zdaj bo imel malo drugačno postajo, verjetno. Ja, zelo vesela sem, da smo se dogovorili z vodstvom občine, da ne ukinjamo tega postajališča oziroma da ne ukinjamo, zmanjšujemo postajališč v občini Rače-Fram, ampak samo zamenjamo. Namesto v Račah bo zdaj bibliobus stal v Morju. Kar pomeni, da bodo tudi prebivalci morja, ne? Ja. Malo se sliši tako nenavadno, pa vendar ne, ja. Morje imajo v hramu, ne? Ja, tako. Tudi oni lahko brali. Tako ne? Je, v Morju nastaja eno novo, veliko stanovanjsko naselje in mislim, da je prav, da se približa knjižnica tudi temu naselju. Takole, v bližnji prihodnosti ste načrtovali še odprtje 21. enote Mariborske knjižnice in sicer v Kungoti. Tole odprtje je malo iz februarja prestavljeno na marec, pa vendar dajva omeniti, kajti ne nazadnje tudi Kungočani so veseli, že res pričakujajo to knjižnico. Ja, res je. Tudi v Kungoti se dosedanja društvena knjižnica profesionalizira. Občina je zagotovila polovično zaposlitev knjižničarja, našli so prostor v nekdanji šoli, torej v večgeneracijskem centru. To je neke vrste prehoden prostor, ker občina načrtuje v prihodnosti novogradnjo nekega večnamenskega objekta, kjer bo pa potem v resnici knjižnica našla tudi prave prostore. Ampak ne glede na to, tudi ta prostor v večgeneracijskem centru je lepo umeščen. Mislim, da je tudi dobra kombinacija, se pravi, knjižnica sama po sebi že deluje kot večgeneracijski center in mislim, da bomo tam dobro izpolnjevali svoje poslanstvo.
Otvoritev pa je res nekoliko premaknjena. Malo se nam je zalomilo zdaj s kadrovskimi težavami zaradi covida, malo pa imamo še tam nekih tehničnih težav, čakamo še na neko opremo in otvoritev je prestavljena na čas takoj po počitnicah v marcu. Če takole pogledamo tako v Račah, kjer je grad, kjer je tudi grajsko dvorišče, kot tudi v hiši vseh generacij v Kungoti imajo zunanji prostor, se zna zgoditi potem, da bo knjižnica tudi imela kakšno prireditev, ure pravljic ali pa kaj drugega tudi zunaj. Ja, res je, v obeh primerih gre za zelo lepo urejene zunanje prostore. In seveda v poletnem času je zelo zaželeno, da imamo tudi takšno okolje, da lahko pred knjižnico pripravimo različne aktivnosti, od predstavitev knjig pa do seveda dejavnosti za najmlajše. Ni pa to edini dve novosti, ki jih imate oziroma načrtujete. Bibliobus, torej potujoča knjižnica, se širi, ustvarjate nove postaje, torej ne samo v Morju, ampak še tudi kje, v Benediktu? Ja, tako je. Že pred leti smo zelo na široko pokrivali tudi lenarško območje z bibliobusom. Kasneje so se župani odločili to storitev svojim občanom ukiniti, ampak zdaj je sedanji župan Benedikta se je odločil, ker je bilo veliko pobud tudi strani njegovih občanov, da ponovno uvedejo postajališče bibliobusa. Tako da ravno s 7. februarjem začenjamo popotovanja tudi v Benediktu ponovno. To je prav zdaj, torej na nek način v kulturnem mesecu. Res. Kaj sicer v vaši knjižnici v tem kulturnem tednu, mesecu še ponujate vašim bralcem, uporabnikom? Ja, kar nekaj dejavnosti, dogodkov se je že odvilo blizu kulturnemu prazniku 7. torej na predvečer predstavitev pesniške zbirke Kristine Kočan. Sicer pa tudi po tem prazniku veliko dogajanja. Na sam dan, na sam kulturni praznik pa odpiramo vrata obeh enot torej v Novi vasi. Običajno smo imeli odprto osrednjo knjižnico, ki pa je letos že preseljena v Siti, ki je na praznik zaprt, tako da tam nismo mogli ponuditi odprtosti, zato smo se odločili, da odpremo v Novi vasi obe enoti. Tako da bo veselo, bo kulturno tudi zdaj, ne? Uporabniki pa verjetno tudi prihajajo, ne? Bralci tako redno, kljub epidemiji. Ja, se pozna zmanjšan obisk, zagotovo. Ta epidemiološki čas obe leti je poseben, ampak tisti, ki imajo radi knjižnico, ki jo potrebujejo, zagotovo pridejo, ja. Najlepša hvala, gospa Turjak, da ste bili z nami, da ste nam predstavili nekaj novosti in na nek način veselo, prijetno branje. Hvala enako. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke, v oddaji Report. Z nami je Karmen Požar, ena od tistih ustvarjalk, ki je sodelovala v akciji Slovenija kvačka. Gospa je skvačkala grb občine Destrnik. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za tale grb je bilo pa verjetno kar precej časa potrebnega. Ja, je bilo kar dobrih 140 ur dela, tako da je bilo kar pestro, ja. Je bilo ogromno strehic in barv različnih, ampak z voljo se vse da narediti. Bi ga mogoče pokazali takole, da ga vidimo vsi skupaj? Barve so torej usklajene, tiste prave, kakršne so tudi na grbu, pa vendar vzorec, kakor vidim, pa ni tista ravna zanka, ampak je kar bolj zahtevno. Ja, to je posebno kvačkanje in sicer v angleščini pravimo corner to corner, v slovenščini C2C in sicer začnemo pri enem kotu in končamo pri četrtem. Tako da se kvačka poševno v bistvu, ne. Čisto drugo kvačkanje kot klasično kvačkanje, ne. So pa osnova znamka je pa v bistvu ena palično pravimo
velika, tako da je to osnova kvačkanja, ki bi lahko vsaka delala, ne. Pa povejte, ste si prej skico naredili, gledali sliko ali kako, da ste lahko načrtovali? Ne, v bistvu gospa Jadranka Smilič, ki je naša ta glavna pri Sloveniji kvačka, nam je za vsaki grd posebej naredila načrt, ki je bil tudi narejen v obliki slike, oziroma imeli smo vsako vrstico posebej tudi napisano. In si po vrstah tako šel naprej, dokler nisi od začetka do konca, ne, v bistvu, tako da to ni. Je pa res, da če si se zmotil pri vrsti, ne, si mogel kar potem parati, ne, pa zopet ponovno, ne, ampak vse gre. Natančnost pa ena disciplina pri tem ogromno pomaga, ne. Ste pa vi sami iz Desternika oziroma iz občine Desternik, tako da ste na nek način lokalni. Ja, v bistvu sem v društvu kmetic in sicer tam kar punce kvačkajo. Je pa res, da zadnjih 8 let je to za bistvu mojo dušo, da ob večerih, ko gledamo televizijo, namesto da samo bulimo, tudi ustvarjam z rokami, ker mi je všeč, da nekaj naredim, da nekaj naredim za sebe, da potem lahko tudi to zadevo podarim naprej, rečemo, ne, tako da mi je to duša. Nisem lokalna, nas je ogromno, ampak so starejše, pa mogoče niso toliko upale ali pa, ne vem, no, smo kar ženske, ki ogromno stvari delamo, no, tako da moram reči. Vidi se tudi, torej, da res ustvarjate, ne nazadnje ta plet, ki ga imate ogrnjenega, je prav vaše delo in tudi te čudovite oblekice prav tako skvačkali vi. Ja, sicer moram reči, da so mi oblačila izziv, namreč če vidim osebo, da lahko potem za njo ustvarim nekaj in potem je ta obleka v bistvu res samo njena, ker je unikatna in si želim, da ta oseba, ki to stvar dobi, nosi z srcem, da je ponosna za to, ker to je res ročno delo, ki je in vem, da je ogromno ur dela in ustvarjanja v tem notri. Je pa res, da najrajši delam oblačila, ja. To pa moram priznati, še posebej oblekce, no. Recimo ta plet, ki ga imate na sebi, je torej, bomo rekli, ljukničast, ne? Kljub vsemu potrebuje čas, ne? Ni tako, da bi kaj prehitevali, ne? Koliko časa recimo se porabi za en takšen plet? Za ta plet v bistvu so eni posebni načrti, lahko pa tudi, če si že spreten, delaš čist po enem vzorcu iz glave, je pa za en plet mogoče eno popoldan sedenja, pa ga imaš nareditega, ne. Za takšne oblekce, ko so pa tukaj, pa se da tudi 14 dni, pa so oblekce narejene. Seveda, če ni kakšnega paranja, ne, če se ne vidi oseba v tem, ali jo jaz ne vidim, pol treba to sparati, pa zopet na novo začeti, da je to lepe dekolte, da je to lepo ob telesu in da to res ima neko formo, da ko jaz to obleče, da pol vejo. Je pa res, da punce, ki jim to delam, ne probajo pred tem, jaz jim vzamem mere in potem, ko skončam, sprobajo in to je to. To je to tisto, ne? In potem so zadovoljne, če ne pa, kot ste rekli, treba parati, malo spreminjati, kar je pa vseeno mogoče malo lažje, kot pa pri šivanju, ko enkrat, ko je blago vrezano, je vrezano, volno pa se da, ne? Ja, to je res, ja, se da, ne, tako da tu se da marsikaj ustvarjati, je pa res, da je današnja moda, kot gledam, ogromno se vrača k temu kvačkanju, ogromno ženske rade, ampak ne znajo pa ceniti, da je to res delo, ki moraš sedeti in ogromno ur časa v to noter vložiti, ne, tako da res je pestro. So tudi še mogoče kakšni drugi izdelki, kape, rokavice, ali je tisto bolj pletilsko? Ne, lahko z kvačkanjem lahko delamo vse. V bistvu lahko tudi naredim vzorec takšen, kot je v bistvu za pletenje. Isto leva, desna, je pa ogromno različnega kvačkanja. Imamo od tunizijskega kvačkanja do tega našega, do irskega kvačkanja, ki je posebno kvačkanje, ki res rabi ne vem koliko šolanja in tega, ampak to se z leti učiš, več imaš kvačkov v roki, več znaš, ne. Moram priznati, da je mene navdušila kolegica, ki je tudi ime Carmen,
Zdaj tudi, rečemo, se družim z puncami, ki jih imajo in vsaka ima nekaj novega, stalno se učiš, pokličeš, vprašaš, to te navdihuje, ker pravim, da ne glede na to, koliko smo stari, je prav, da čim več se naučimo, da lahko nekomu naprej pokažemo. Jaz si želim samo, da bi mlajše generacije se znale tudi tega. Upam, da pa bojo tudi one začele z tem, da bi začele kvačkati, rečemo, ne. Boste morali v društvu kar narediti tečaje za mlade, a ne? Ja, se pogovarjamo o tem z predsednico, da bi v bistvu maličko vključili mlajši kader, da bi potem mlajši kader, mlajše občanke, da bi začele mogoče delati, ne samo kvačkati, mogoče še kaj drugega, od kuhanja do raznih teh stvari, kajti namreč jaz pravim, da smo starejši, ki si želimo, da gre neka kultura naprej in da se ta zadeva naprej nosi iz generacije v generacijo, ne. Mogoče bo pa ravno tudi zaradi tega, ker sva se midve danes pogovarjali, katera od mladih deklic tudi stopila zraven, tako da najlepša hvala, da ste predstavili vaše delo, sploh pa, da ste pokazali ta grb Desternika. Hvala lepa vam, da ste me povabili v oddajo. Zelo se veselim srečanja v petek še z vami. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v oddaji Report gostimo tudi Vladimiro Papež. V občini Starše namreč pripravljajo ta vikend proslavo ob kulturnem prazniku, hkrati pa tudi razstavo. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Tako kot sem rekla, torej proslava in razstava bo, kje bo pravzaprav proslava? Proslava bo v Kulturnem domu Rošnja, tako da to je za kulturni praznik, tam bojo razni nastopi, pevci, skeč, deklamacije. To bo dejansko v soboto ob 15. uri, kjer se bojo razna društva predstavili, kot ste sami dejali, ne nazadnje tudi do petja bo prišlo vokalna pevska skupina 70 plus in Društvo upokojencev Starše bodo zapeli. Ja, to spadam tudi jaz zraven, ne. Malo bomo te domače pesmi zapeli, vmes pa so razne deklamacije, pa take zadeve, ne. Godci bojo igrali. Pa zraven bomo tudi malo razstave naredili, tako da bojo lahko naši občani videli, kaj mi ustvarjamo, upokojenci Starši. Tako gre torej tudi še poleg te vokalne pevske skupine, še za sekcijo skeč vašega Društva upokojencev Godci ljudskih viš. In imam tole še zapisano FVS Veseli pastirji Kut Franc Ilec Loka Rošnja. Torej, taka zanimiva druščina. Ja, bo kar pestro. To ustvarjamo skoraj vsako leto, razen zdaj, ko je COVID, ne moremo. Zdaj že 2 leti ne. Zdaj letos, če bo uspelo, če bojo vsi zdravi, bomo lahko, če ne pa bomo morali predstaviti. No, ampak dajmo reči, zdaj še polni upanja smo, da se bo to zgodilo. Kako sicer te razne sekcije delujejo pri vas, ne? Verjetno pevci imate tudi določene vaje. Za katere pesmi se pravzaprav odločate? Ja, mi imamo vsako sredo vaje, dopoldan, to so ljudske pesmi. To, kar sami vadimo malo iz svojega zadovoljstva, pol pa včasih nam pa uspe, da tudi lepo nastopimo, pa uživamo v tem. Tako. Poslušalce pa gledalce pa tudi verjetno imate, ne nazadnje vaši domači pridajo pogledati, kadar pa imate tako malo bolj na večje, so pa namenjeni tudi ostalim, kaj ne da? Ja, vsi so vabljeni, smo zelo veseli, če kdo pride, čim več jih je, boljše je, ne. Boljše je zadovoljstvo nas vseh, ki to pripravljamo in vsi smo na koncu zadovoljni, no.
Rekli ste, ljudske pesmi, to so verjetno tako vesele, žalostne, različne, za različne tudi priložnosti, ne? Ja, za različne priložnosti so. Zdaj recimo je kulturni praznik, imamo bolj takšne pesmi, mogoče malo ljubezenske, malo žalostne. Tak, vsega po malem. Sekcija Sketch bo pa poskrbela, da bo to tudi kaj smešnega. Imajo tudi svoj repertoar, že tisto, kar pripravljajo večkrat, ali bojo to nove točke, so vam kaj izdali? To je vsakokrat drugače, primerno pač. Toliko, ker je toliko žalostnega pa vsega, naredimo sketch, da se malo ljudje tudi razveselijo pa nasmejijo. Tako da že pripravljamo, vadimo, bomo videli, če bo lahko razstava, pa lahko nastopi pa to. Godci ljudskih viž, kot smo jih že omenili, bodo pa tudi poskrbeli, da bodo viže takšne, da bo veselje pri hiši. Ja, so zelo veseli, dobro igrajo, radi jih poslušamo, so zanimivi zelo. Tako da navijamo torej, da v soboto ob 15. uri, kot rečeno, bo. Ta isti dan, tako v soboto kot v nedeljo, pa je med 10. in 17. uro odprta tudi razstava ročnodelskih izdelkov. To pa tudi verjetno domačinke ustvarjajo. Ja, to pa imamo vsaki torek, se dobimo, vsakokrat imamo neko svojo temo. Tokrat imamo recimo iz špage in z plute in take stvari, od punčk, torbic, vsega, vse, kaj si izmislimo, naredimo, vizitke. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da bi prišli vsi pogledati, kaj delamo, ne. To je tisto, zdaj ste prav zanimivo povedali, ne gre torej zgolj za kvačkanje, za pletenje, ne, ampak tudi za vse razne ostale spretnosti, ne? Tudi iz odpadnega papirja smo že delali. Moram povedati, da tudi smo zdaj že naredili okrog skoraj 2000 ladic za pomoč potrebnim. Tako da je zanimivo. Mislite za to društvo Upornik tudi, ne, da za njih tudi, ne? Se pravi, imate tako žilico za ustvarjanje, kot tudi ne nazadnje humanitarno noto ob takih priložnostih. Tudi, ja, če je potrebno, ja. Povejte mi tu pri tem ustvarjanju, gre to predvsem za to starejšo generacijo ali kdaj skupaj ustvarjate tudi z vnuki, vnučki? Ne, to smo upokojenke, del starše, se pač dobimo zdaj sicer bolj v manjšem, ker je pač tako stanje, drugače pa nas je okrog do 15, 11, ustvarjamo, malo se tudi nasmejimo zraven, pa je pestro. Verjetno pa vsaka posebej tudi doma kdaj kaj ustvarja, da se lahko potem tudi pokaže, ne? Ja, sigurno, ja, doma tudi, ja. Imate sicer tako čez leto več razstav? Hodimo na razstave, največkrat imamo pač ob kakih praznikih pa tako. Zdaj sicer posebnega prostorja nimamo, zdaj smo pač v kulturnem domu, ker pač drugače smo bili v Loki. Tam je zdaj malo zaradi potresa je nevarno, tako da tam smo imeli recimo stalno razstavljeno, tu pa zdaj ne moremo, ker so še druga društva noter pa pač takrat, ko je potrebno. Tako da kombinirate tudi z drugimi društvi. Ja. Povejte, takole v Staršah, v občini Starše, ne, seveda, ker ima več naselij, ta društva kar so precej aktivna, kaj ne da? Kot ste sami rekli, sodelujete vi v različnih, ne, ali pa vsaj v sekcijah različnih, ne, med seboj pa tudi ne nazadnje, tako kot ste se zdaj povezali, se tudi sicer. Ja, se tudi dobimo na kakšni kavici, na kakšnem dobrem pogovoru. Sem pa tudi v drugih društvih, tako da recimo v keglanju pa tako. Tako da je aktivno. Aktivno je v Staršah. Zdaj ta vikend pa tako kot rečeno, kot sva rekli že na začetku, predvsem kultura, predvsem ta del, ki pa se včasih zdi, da kar malo manjka, kaj ne da? Ja, bi rekla, ja, da bolj malo, ja. Ljudje se malo bolj za sebe držijo, zdaj recimo, drugače pa kar pridejo.
Verjetno pa vi tudi sprejemate nove, ne? Zdaj, tako, če bi kdo prišel na razstavo, na proslavo in bi mu bilo všeč, bi se lahko tudi pridružil. Z veseljem, čim več jih vabim, več jih bo, več bo inovacij, več bo nekaj novega, zanimivega, tako da en sam, dva, trije ne morejo vsega ustvariti. Tako, evo, najlepša hvala. Tako torej, če nakratko ponovimo, v soboto in nedeljo v Kulturnem domu v Rošnji tako razstava kot proslava. Najlepša hvala, da ste nam povedali. Hvala. Dragi gledalci in gledalke, to je bila današnja oddaja Report. Do naslednjič, nasvidenje.